Klopi se najraje zadržujejo v nizkem grmičevju, približno pol metra od tal, pa tudi na hribovitih območjih poraslih z gozdovi. Na takšno območje radi zahajajo predvsem planinci, vendar se nevarnosti klopov, kot sami priznavajo, premalo zavedajo. Če bi se s tem obremenjeval, potem verjetno ne bi nikamor šel. Pa bi mogel biti sam doma. Torej, tudi doma so klopi, ne samo v hostah, ne samo v hribih. Klopi najpogosteje prenašajo dve bolezni, boreliozo in meningitis. Slednji je smrtno nevaren, saj prizadene centralni živčni sistem. Začetni znaki so slabo počutje, bolečine v mišicah, vročina, glavobol in bruhanje. Pojavijo pa se lahko šele 14 dni po ugrizu. Par let nazaj po Vograjskih Dolomitih je naša planinka dobila seveda ta problem in moram reči, da že 15-20 let nazaj pa ni več zdrava. Borelioza lahko izbruhne tudi 30 dni po ugrizu, prepoznamo pa jo po rdečini na koži. In kako se takšnim obolenjem izognemo? Prva zaščita je ta, da ko gremo v naravo, da se primerno oblečemo. Torej, damo na sebe tanka oblačila z dolgimi rokavi. Ko pridemo domov, se pregledamo, stuširamo in vidimo, če smo slučajno okuženi s klopom. Če kljub temu na koži zasledimo klopa, ga moramo znati pravilno odstraniti. Tako da nobenega olja, nobenega alkohola, nič. Klopa moramo z posebno pinceto prijeti in ga potem zarotirati, da ga dobesedno izvlečemo iz kože. Pred meningitisom se lahko zaščitimo tudi s cepljenjem, kar pa za boreliozo ne velja. Število bolnikov za boreliozo tako vsako leto narašča. Lani jih je po podatkih Inštituta za varovanje zdravja zbolelo skoraj 1200 več kot leto poprej.